Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o srčni energiji. Kako dvigniti vibracijo srca? Glejte, srčna energija ima svojo zavest, to že veste. Srčna energija ima svoje senzorje in v nekaterih virih lahko najdete, da so znanstveniki izmerali, da dejansko srčna energija ima svoje možgane, se pravi svoja občutja. Naj vam povem mojo zgodbo. Jaz sem v življenju slišala neštetokrat strani moža, ko sem bila še poročena, da sem preobčutljiva. Kot da imam serijsko napako, daj no ti, ki si preveč občutljiva, pa daj no ti, veste, na ta način. In v bistvu imaš potem občutek, da je nekaj narobe s tabo, ne? Če ti nekdo ves čas govori, nekaj je s tabo narobe. Ampak v osnovi, glejte, ko mi začnemo delati na svoji energiji, se začnemo zavedati, da če smo občutljivi, pomeni, da imamo samo toliko boljše senzorje od vseh ostalih. Vemo, da ena slovenska pesem piše, ali poje, ne grem na kolena, ne, ta ni ta prava, srce je kakor kamen, pa še kar nekaj naprej. V glavnem, se jo niti ne znam na pamet, ker gre prehitro v ušesa. V glavnem, dejstvo je, da če srce postane kakor kamen, tudi ti senzori, ki občutijo, ki so čutenja, zamrejo. In potem postane samo še Treba imeti toliko denarja na računu, treba plačati to, treba je tja iti, treba je to pojesti, treba se pokazati pred sosedi, da bojo videli, in ti dela ego. Druga zadeva pa, srčna energija je pa čist nekaj drugega, je pa ravno nasprotje od tega. Ni pomembno, kdo te vidi, ni pomembno, kdo reče, saj ta je pa dober človek. Ni pomembno, kaj drugi porečejo, kar mi zase vemo. In zdaj prihaja čas in zmeraj bolj opažamo, da se nekaj spreminja. In to, kar se spreminja, dejansko prihaja čas, kjer bo srce imelo svojo veljavo. Ne koliko imaš pod pavcem, pa kakšna obleka naredi človeka, ampak dejstvo je, da kdo si, ti kot človek. Če se jaz spomnim svoje mladosti, takrat nihče ni hodil strgan okrog, ne? Ker dejstvo je, da strganje pomenilo, da nimaš denarja. Danes vemo, da otroci navlečejo vse živo na sebe in da je moderno praktično vse. In vidim pri svojih hčerah, če ji nekaj ni prav, odreže, tudi če nekaj nitk dol visi, to je modern, vse je v redu. Dejstvo je, da se čas spreminja. Danes sem govorila z gospodom in očitno ta gospod malo preveč gleda televizijo in je začel govoriti, kam gre svet, vsi so pokvarjeni. Je rekel, jaz če opažam, nekoč je bilo 99% ljudi poštenih, danes jih je mogoče samo še 95% ljudi poštenih. Pa halo, tudi če je padlo za 4%, je to še vedno večina ljudi je poštenih. Ampak on daje fokus temu, kar posluša. Posluša negativne novice in je rekel, ta mladina, seveda gospod bo šel v penzijo, in je vse, kar je mlajše od 65 let, je mladina, je rekel, in so pokvarjeni in kradejo in nimam pojma, kaj je poslušal. Ampak jaz pa, če gledam to mladino okrog sebe, otroke, ki so zdajle na pragu odraslosti, ki so že ravno kar odrasli, to so pošteni ljudje, srčni ljudje. Dejstvo je, da pri njih toliko hitreje poteka vse skupaj in če so na napačnih poti, jih toliko hitreje zaustav, pa jih usmerja življenje. Zato, ker niso več tako gosti, kot smo mi. Samo zaradi tega. Zaradi tega, ker njihovi senzori še niso okrnjeni, niso zablokirani. In prav ta srčna energija. Kako pa mi, ki imamo svoja leta, ker vsakim letom, ko sledimo logiki, bolj debelejša plast nastaja tega prahu na našem srcu. Kaj lahko naredimo, da se aktivira, poveča moč našega srca? In dejstvo je, ko se poveča moč našega srca, ker vemo, da srce je pumpa, je tista, ki ne poganja, ne samo kri, ki poganja z energijo vse ostale hormonske centre. In prav srčna energija je tista,
ki pomaga aktivirati kronsko čakro, in bolj kot je aktivirana kronska čakra, zdaj moram vam tole pokazati, bolj je močan, velik ta pretok, povezava z našo dušo. Dejstvo je, da ključ je do tega, da aktiviramo vse skupaj prav srčna energija. Prva stvar, kar jaz verjamem, da srčna energija je povezana z občutkom zaupanja, ljubezni, ampak predvsem zaupanja oziroma nasprotje od strahu. In zdaj dejansko jaz mislim, da nasprotje od strahu je zaupanje. In zdaj, če imam jaz strah glede pomanjkanja, pomeni, da je to moje energijsko polje dobesedno okuženo z informacijami strah in dobesedno privlačim še več situacij, ki me strašijo. Postajam vedno manjša. Zdaj, ko se čisti karma, nenazadnje, temne sile vstopajo skozi vse možne reže, ki jih imate, skozi vse možne luknjice, ki jih ima vaša avra. Ni pomembno, iz katerega življenja imate nek program, bo vstopila temna energija točno skozi tiste reže, ki jih imate odprte, in vas bo hotela ugonobiti. Včeraj sem govorila z eno gospo in 1 leto nazaj je bila na tem, ko se je začela korona, da enostavno, da je dovolj, da ne zmore več. Ne se je vrtelo, naredi temu konec, dovolj. Ne, se pravi, dobesedno ta trenutek igra svetloba in tema igrata nogometno tekmo. In dejstvo je, da če še eno svetlo bitje, ko se znajde v teh težavah in začne narediti konc, tema zabije še en gol. Veste, to je tisto. Gre se dušo po dušo. In kjer bo možno, vas bo najdlo, tam, kjer je vaš najšibkejši člen. In če je mogoče vaš najšibkejši člen povezan z denarjem, nenazadnje. Ker vemo, da večji del ljudi ima danes kredite. Malo ljudi brez kreditov. Nekaj ima že na kredit, na leasing. In če si obremenjen s tem, bo premalo, kaj če ne bo? Dejstvo je, da na ta način te dobesedno temne energije držijo dol. Ker ne moreš biti v polnem potencialu, ker te je strah. Zdaj pa ena stvar, kar sem se jaz naučila pri energijah. Je sigurno to, da energije želijo, da jim zapovedujemo. Ne prosimo, zapovedujemo. A ste kdaj gledali kakšno risanko, recimo Winxice ali pa Pokemoni ali pa, ne vem, bil je nekoč, ali pa mislim, jaz sem ga v kinu gledala, film Doktor Strange, ampak mislim, da je tudi na televiziji. V glavnem znanstvena fantastika, seveda, vse skupaj izgleda zelo, zelo čudno, ampak zgodba, mislim, da sem enkrat že govorila o nadutem kirurgu, ki je bil najboljši kirurg in je bil prepričan, da je vsemogočen in nadut do sodelavcev, imel je prometno nesrečo in poškodovan je bil točno tam, kjer je bila njegova moč, v rokah. In je šel v Tibet, je prišel do starodavne, se pravi do ene gospe, ki ni se vedelo, koliko let ima, ki je bila varuhinja večnih modrosti. In se je začel učiti, kako delujejo energije. In kako delujejo energije? Jaz verjamemo to, da ima vsak izmed nas moč v svojih rokah, da lahko usmerja, da lahko zdravi, da lahko to energijo potegne vase in zdravi samega sebe. Če date roke takole in jih položite na svoje, ne vem, recimo, če imate težave s srcem, na srce, se bo povečala vaša zdravilna moč, ampak pomembno pa je ukaz, ki ga date. Zapovedujem, da se sčistijo vse kode, ki motijo delovanje moje srčne čakre. Ker srčna čakra, ki je ranjena, vpliva na slabše delovanje srca, jeter, žolča, trebušne slinavke in imaš občutek, da moraš neprestano nekaj jesti.
Se pravi, gremo pozdraviti srčno čakro. Na srčno čakro se usede tudi strah. Strah, spet smo pri denarju. Strah, se pravi, strah je povezan z dihanjem, ampak denar je pa povezan s prvo čakro. Se pravi, vas bo velikokrat verjetno bolel hrbet. Verjetno boste imeli težave z križem, s kolki, dejansko premik naprej. Kaj vam sporoča vaša duša? Zaupaj. Zaupaj, ker če prosiš, dobiš. Bodite obkroženi s svojim odgovorom. Če boste vi prosili za večje bogastvo, pa ne to, da boste, ker s tem bogastvom boste lahko več dobrega naredili. Ne zato, da se boste kazali pred sosedi, kakšen avto imam zdaj jaz, ste videli? Ja, kakšna šefica sem. To ni ta prava zadeva, ne? S tem filamo spet ego, ampak da lahko normalno preživite, da enostavno živite normalno spodobno življenje. Zdaj pa če pogledamo, kaj je v tem primeru za narediti. Se pravi, prva zadeva, počistiti je treba vse kode, ki vas vežejo na pomanjkanje. Zdaj, ko sem imela predavanje o ločah, sem vprašala, ravno to sem jim govorila. Sem rekla, naš celični spomin se podeduje in na naše dojemanje vpliva 9 generacij. Sem rekla, mogoče veste, kaj je bilo v vašem koncu 9 generacij nazaj, leta 1750. In pravi ena gospa, bila je živalska kuga. Pomorila je 3/4 prebivalcev. Potem je dejansko ta živalska kuga je šla na ljudi. Potem je bil požar, potem je bila lakota. Potem je prišel Napoleon v naše konce. Dejstvo je, da potem je bilo en kup enih zadev. In poglejte, kdor ima strah glede preživetja, lahko predeluje nekaj po svojih prednikih, lahko pa predeluje kodo svoje duše, ki je povezana s tem, da je v večjih življenjih trpel pomanjkanje in ko je trpel pomanjkanje, je tudi obupal. In če imate zraven še samomorilne misli, pomeni, da ste v večjih življenjih padli na isti stopnički. Kaj je za narediti? Pojdite prvo počistiti podzavestne kode, ki so povezane s pomanjkanjem. Zdaj točno to pomanjkanje, strah glede preživetja sem pisala v knjigi Ko ima življenje žur, zaradi tega, ker prav to denar, kaj naredi denar, pokvari človeka. Kdor ima denar, pomeni, da je nepošten. Kdor je denar, je nekoga ukradel. To so bedarije, ki smo jih mogoče mi poslušali v mladosti. Glejte, pri nas je bilo tako, če ima nekdo, recimo 50 let nazaj, dober avto, ja, kako je pa on prišel do tega avtomobila? Siguren je nepošten. Dejstvo je, da prejšnji sistem je v osnovi odobraval sistem, vse je naše. Se pravi, si se nav poznali. Jaz sem imela sodelavko v službi, delala sem v domelu in tako smo se med sabo pogovarjali, vse je naše, da je domov nosila celo WC papir. Iz podjetja, pa se nikjer ne bo poznal, pa kakšen šramf, kakšen ozame, pa kakšen list papirja, pa se nikjer ne bo poznal. Ja, in če ste zrasli v takem sistemu, nekje se pozna, en nekaj odnese, drug nekaj odnese, vse je naše, ja pa ni. Dejstvo je, da če nekje nekaj vzamemo, je možno, da bo tudi nam nekaj odvzeto. Pač kraja je kraja, Dejstvo je, če ni tvoje, ni tvoje. Tako da v glavnem, dajte začeti čistiti svojo podzavest, ker zdaj je pa res čas, da počistite vse to, kar vas zadržuje pri tem, da enostavno ne morete živeti svobodno. Zadnjič me je klicala ena gospa in je rekla prav glede denarja. Je rekla, pa meni ni jasen, kaj je narobe z mojo denarnico, zmerom sem brez denarja. Zdaj sem rekla, to denarnico dajte stran in si kupite novo, to je ta prva zadeva. Ker očitno ta vaša denarnica vam nosi pomanjkanje. Druga zadeva, kar je pomembno, dobro, jaz imam rdečo denarnico, ker res verjamem, da v rdeči denarnici ostaja več denarja. Druga zadeva, kar imam noter v denarnici, sem si skopirala 500 evrov. 500 evrov sem naredila kopijo in jih imam vedno noter v denarnici.
Tako da, lejte, tudi če imam prazno denarnico, jaz imam še zmeraj 500 evrov noter. Ne boste rekli, lej, tale minka je malo brisana. Ampak na koncu koncev, lejte, gre se za to, da prva stvar je, jaz moram, če želim več imeti, povečati količino tega, da lahko sprejemam. Začne se s srčno energijo. Se pravi, v tem se zabavam, to že srčna energija se veča. Naslednja zadeva, ja, naredim neke tehnične zadeve. Zdaj pa naslednja stvar. Kako boste prišli do več denarja? Očitno bomo o tem danes govorili. Pomislite, s čim bi vi lahko vplivali svojim znanjem na dobrobit drugih ljudi. S čim bi lahko nekomu pomagali? In zdaj pomislite, kaj je ta stvar, v čemer ste vi dobri. S čim vi znate pomagati nekomu drugemu, da bo bolj živel. No, in zdaj, ko ste pogruntali, to zaračunajte. Tukaj se pa že neha. Ne, jaz rada delam zastonj. Ok, če radi delate zastonj, pomeni, da imate potrebo po prostituciji. Veselo, nekoč ste dali noge narezen, zdaj pa date denarnico narezen. Oboje je povezano s prvo pa drugo čakro. Tako da, če imate potrebo potem, da rajš dajete, kot sprejemate, ste na en način prostitutka. Zelo verjetno se že hihitate, ampak potreba po razdajanju, dobesedno po prostituciji, je zanimiva zadeva. Včeraj, ko sem govorila s to gospo, dejstvo je, da je imela enak program, kot sem ga imela jaz. Za obljubo, dušno za obljubo, da se odpoveduje svoji moči v vseh smerih časa in prostora. In da dajte tudi vi svojim mišičnim testom preizkusiti, se pravi, če jaz zdaj preizkusim, v svoji duši nosim za obljubo, da se v vseh smerih časa in prostora odpovedujem svoji moči, grem nazaj. Ne, jaz nimam tega, pa sem imela. In če ste vi ena od teh, ali pa eden od teh, pomeni, da je čas, da to počistite. Zdravilna molitev dekodiranja, počistite in boste videli, to je prva zadeva. Vzemite nazaj v roke svojo moč. Ko pogruntate, kaj je vaš talent, s čim lahko obogatite svet, to zaračunajte. In potem pogruntajte, kako boste s tem svojim znanjem vplivali na čim več ljudi. Se pravi, če imate enega učenca, je to lahko malo denarja. Če jih imate 10, 100, 1000, ne vem, pogruntajte, se imate možgane. In ko vi vprašate, zdaj smo pa spet pri tem, ko vi pošljete vaši duši sporočilo, imate problem, imate idejo, kako bova tole rešile, pošljete gor in dobite odgovor. In dobite odgovor. Jaz sem zdaj tukaj potegnila še nekaj kart prehodu v novo dobo. In dobila sem sporočilo Nova energija, karta 36, in prav tale nova energija je prav zanimiva. Glejte, sedaj se prepuščam toku življenja. Zaupam, da se bo vse uredilo. Jaz. In date svoje ime. Sem več, kot se zdi. Zavedam se, da sem stvarnica svojega sveta. V meni se pretaka mogočna sila. Meni se pretaka mogočna sila. Ja, v meni se pretaka mogočna sila. Verjemite, da vse to imate vse. In potegnila sem 2 karti nadangela, Rafael in Mihael. 2 nadangela, ki sta tako mogočna, ampak res tako mogočna. Nadangel Rafael deluje skupaj v paru z Marijo, Materjo Božjo, in je to angelska energija, ki zdravi. In lahko zaprosite zdravljenje vaših financ, lahko zaprosite za zdravljenje vaših odnosov, predvsem pa zaprosite za zdravljenje vašega srca. Ker prav zelena barva, glejte, srčna čakra, je točno to, kar je pomembno za vaše dobro počutje. No, naslednja stvar, nadangel Mihael je pa najmočnejši angel, je pa angel, ki svojo energijo stoji tik ob vas, ko ga zaprosite
in vam bo pomagal čistiti pot, odstranjevati vse ovire, ki so okrog vas, in vas bo samo popeljal naprej. Zaupajte, zaupajte, vse se ureja v tej smeri, da se naša zavest dvigne na višje vibracije. Višje vibracije pomenijo, da bomo bolj zaupali, da bomo bolj sočutni, da bomo bolj mili vsebi noter, da ne bomo stopali na čustva drugih ljudi, da bomo enostavno zažareli vsej svoji lepoti, ker naša duša, glejte, to je barva naše duše. Cel mavrični krog, oziroma še boljši je prikazan tole, čakajte, vam pokažem. Dejstvo je, da sem jaz v knjigi, ko imajo duše žur, to sama narisala, ker dejansko ta mavrični barvni krog je dejansko takole okrog nas. Cela mavrica in iz Božjega srca se spušča v naše srce in tukaj imamo zadaj takoj Kristusovo zavest. Kristusova zavest je ta, ki lahko rečemo glas vesti. Ampak predvsem Kristusova zavest je ščit, ki nas drži takole. Da kljub temu, da včasih se zgodi, da smo tik pred tem, da se lahko naredi nesreča, pa nas nekaj čudežno reši. Pa mogoče takrat, ko smo obupani, pa se čudežno pojavi neka oseba. To je to. To je to, ker vsi imamo dostop do tega. To vam hočem povedati. Mi imamo dostop do tega. To ni ločeno, to ni daleč stran, ampak je tukaj. Samo prost moramo, oziroma celo zapovedati. Tako kot sem jaz dobila tole hišo, ko sem iskala, kje bom živela z otroki, in sem rekla, ne najdem. Najdite mi, pomagajte mi, ne najdem. In sem spustila. In je preko naključij prišlo to v moje življenje, kar mene najbolj podpira. In iskreno verjamemo to, da tudi v vaše življenje bo prišlo to, kar vas najbolj podpira. Ampak, če ste obkroženi s strahom, glejte, nimate te energije, da bi lahko prišlo do vas. Ker je ta vaša energija samo strah. Zato čistite, zaupajte, zaupajte, vse bo v redu, vse je v redu, ker stvarstvo je tukaj, da nam pomaga pri potovanju v srce. Ker tukaj je srčika Božjega. Uživajte in v glavnem vse dobro vam želim v vašem življenju.